Torej, mi nadaljujemo s posebnim panelom in sicer s panelom pričevalcev, torej tistih, ki so to, o čem smo zdaj govorili, tudi sami doživljali. Imamo 4 pričevalce, imamo 4 različna pričevanja. Slišali smo že o koncentracijskem taborišču Šentvid in Teharje. Imamo 2 gospoda tukaj, ki sta to doživljala in vam bosta sama povedala, kako je takrat bilo. Imamo pa gospoda Mačka, ki je bil takrat 14 let star, če sem prav razumela, ki je doživljal to pa spet iz druge strani, pa gospo Dragico Gudrun, ki je bila otrok iz Petrička, ki do 16. leta pravzaprav ni vedela, iz kakšne družine prihaja, kaj se je zgodilo njeni družini. Bomo začeli s gospodom Jožetom Pavličem, ki je bil vrnjen iz Vetrinja in ki je bil v koncentracijskem taborišču Šentvid. Prosim, gospod Pavlič, če poveste svojo zgodbo. Hvala. Vsi lepo pozdravljeni. Spominov je veliko, o vseh ne moremo govoriti in ne bomo govorili, strnili bomo, kar vemo, malo bolj skupaj. In tisto, kar se meni zdi zame najpomembneje, tista doživetja, ki so mi najbolj nekako sedla v srce, tista doživetja, ki so me najbolj dirnila, ki sem jih najbolj ohranil, tista vam bom poskušal opisati. Drugače je sam sem, kako bi rekel, iz Vetrinja vrnjen v Šentvid preko Kranja. Zdaj sem upokojenec, malo že tako bolj, kako bi rekel, slabšega zdravja, vendar mislim, da bomo zdržali in bo moja pripoved šla lahko do konca. Vam bom kar prebral tisto, kar sem si pripravil. Torej, pripravil, ker spomin peša, se veste, kako je to, vse se zavija v eno meglo, ampak vendar nekatere stvari pa le ostanejo. Kako izčrpno pripoved spominom bi težko pričakovali od mene. Tudi prosto govoriti o njih ne bi bilo racionalno. Svojo današnjo pripoved sem pripravil na papir in jo vam bom prebral. Zdi se mi, da se pripovedovanje v prostem govoru lahko zavleče in tema zvodeni. Včasih tudi kaj izgubi ali da dobi nepotrebne vsebine. Zapisano pa ostane tako, kot je bilo mišljeno, zgodovinsko gledano pa bi moralo biti tudi bolj priročno, oprijemljivo in verodostojno. Bil sem domobranec iz prepričanja in idealizma. Svoj idealizem, ki je značilen za mladost, sem seveda dokaj drago plačal. Ni mi žal. Tu nimam časa, da bi izčrpno pojasnjeval, zakaj sem bil domobranec, vendar moram povedati, da me je v odločitev za to pripravilo za spoznanje, da partizanstvo ne bo prineslo svobode, ampak le žrtve in nesrečo. Živo sem občutil, kako škodljivo je delovalo v tistem času, izhajam namreč iz verne krščanske družine z ižanskega okoliša. Bil sem dijak klasične gimnazije v Ljubljani, stanoval sem v Slomskovem zavodu na Poljanski cesti 6 v Ljubljani. Dom mi je bil relativno blizu
in pogosto sem se vračal domov, seveda ob vseh praznikih, na počitnice in tako naprej. Normalno sem hodil velikokrat domov tudi zaradi tega, ker takrat v Ljubljani ni bilo posebno veliko hrane in je bilo zelo koristno, če smo se oglasili doma na deželi in smo kaj dobili za jesti za med tednom. Na dom sem bil tudi močno navezan in za domače me je vedno močno skrbelo. Pomembna pa je bila tudi hrana, kot sem rekel. Tako sem informacije v mestu in na deželi imel iz prve roke, še posebej, ker sem bil precej radoveden in me je kot fantiča zanimalo vse v zvezi z vojno in vojsko. Razmere pa so se takrat hitro razvijale in postajale vse bolj dramatične. Vse se je kazalo kot zlo in napovedovalo nesrečo. Spomladi 1942 so ljudje začeli šepetati o Krimski jami, namreč tam pri nas je to blizu Krimska jama, v katero so partizani že takrat, skoraj spomladi, metali umorjene ljudi ali pa tudi žive, ki jim niso bili po godu, tudi dekleta. Pa o Iškem Vintgarju se je govorilo in vedeli smo, kaj se tam dogaja. Tja so partizani takrat začeli voditi znane in neznane ljudi ter jih tam kruto morili. Tja so vodili posameznike in skupine, pobijali so moške in ženske, tudi ženske z otroki, tudi noseče žene. Ljudje so to vedeli, videli so in slišali. Šepetaje od ust do ust so o tem govorili. Bilo je nezaslišano in strh strahu se je usedel na ljudi. Partizane niso imeli več začetnike kot prej, zanimanje zanje je bilo samo še povezano s strahom. Občutili so njihovo nasilnost in se jih bali. Takrat se je rodil razkol in sovražna delitev. Pripoved svojih spominov na tem mestu in predvsem pred vami, zgodovinarji, častilci muze Clio, je pravzaprav imenitna in velika priložnost zame. Človek bi to priložnost lahko zagrabil, tako rekoč z obima rokama, in lahko bi pomislil, da mu je izkazano posebno zaupanje in čast. Na tem mestu, kjer bom govoril in vam zaupal svojo zgodbo, se čutim majhnega in moji spomini niso ne vem kako vredni in pomembni, vendar povedal jih vam bom, kot sem rekel, tiste, ki so mi najbolj legli na dušo. Čeprav seveda spominov je veliko, ne. Je pa tudi pripovedovalcev spominov, poročevalcev o dogodkih že kar precej, pa tudi knjige so o tem že napisane in časopisi, že tudi revije o tem govorijo. Tako da vedenje o teh stvarih je kar precej in bilo bi celo škoda, če bi se ponavljali drug za drugim in jim pripovedovali iste stvari. Torej, rad bi omenil revijo Zaveza, ki jo izdaja Nova slovenska zaveza. Ta je, kako bi rekel, velik spomenik teh spominov, ali kako bi rekel, zbirka teh spominov. Išlo je že 96 številk in to v 20 letih, vsako leto 4. To vam pripovedujem bolj zato, ker vem, da mnogi zgodovinarji, mnogi politiki to revijo ignorirajo, jo ne berejo ali jo berejo in jo ne priznajo.
Je pa v njej povedano toliko o domobranstvu, da bi verjetno bilo dobro za vsakega Slovenca, da bi jo vsaj včasih malo pogledal. Tovrstni žalostni spomini, ki jih imamo na travmatično izročitev slovenskih domobrancev partizanom, ki jih imam tudi jaz in moji prijatelji sovrstniki domobranci, so v precejšnji meri torej zabeleženi v tej naši reviji Zaveza. Ne bom tukaj poskušal ponavljati katerega koli izmed njih, pač pa se bom zadržal najprej pri enem, ki me je kot mladoletnika, ko smo prišli Kranj v taborišče na Zlatem polju, zelo pritesel in mi je ostal v spominu še danes. To je dogodek, ki ga težko opišem pravzaprav tako, kot sem ga začutil. Imel sem s seboj rojaka, fanta iz sosednje vasi, ki je bil tudi mladoleten in sva se dobro razumela. Ta pa je imel brata, ki je bil starejši in so ga postavili med polnoletne. Ta Matija, Stražišča se je pisal, je prišel kar dvakrat, trikrat k meni od brata nazaj in me je spraševal: Jože, kaj misliš, kam naj grem, med mladoletne ali naj grem z bratom? Jaz sem mu svetoval, naj gre med mladoletne, ker že takrat mi je pamet rekla, da bomo mladoletni lažje prišli skozi kot pa polnoletni. Matija je še tretjič prišel k meni od brata in rekel: veš, Jože, jaz sem se odločil, šel bom z bratom. Brat je le brat in lahko si bova pomagala. Rekel sem: prav, jaz se ne bom prepričeval, vendar še tisti večer so nas ločili, Matija je šel k bratu, jaz pa s mladoletnimi v posebno barako v zgornjem delu taborišča. Oficirje so pa že prej postavili v prvo barako na desni strani pri vhodu v taborišče, polnoletne pa malo kasneje na dvorišče, na prostor med barakami. Stika s polnoletnimi potem nismo imeli več, morda je kdo še kaj s kom govoril ali koga videl, ampak v glavnem smo se mi stisnili v baraki in med seboj šepetali, kaj se nam je pravzaprav zgodilo. Bili smo nesrečni, ponižani in malodušni. Najbolj, kar se mene tiče, me je prizadela izdaja, prevara, angleška izdaja, prevara. Ljudje, ki smo jim toliko zaupali, država, ki smo toliko dali na njo. Torej, Angleži, slišali smo že prej ali tudi kje v literaturi brali, kako so Angleži verolomni. In tukaj je bila zdaj potrditev te verolomnosti, te njihove zvijačnosti, prevarantstva in neznačajnosti. To je mene in tudi nas vse silno bolelo. To je nam marsikaj potrjevalo, to se nam je tudi predstavljalo kot ena največjih izkušenj in nam rodilo spoznanje, da pravzaprav človek ne bi smel nikomur zaupati. Nikomur, da bi moral biti zmeraj, kako bi rekel, zvest samo sebi, da bi zaupal samo sebi. In v tem smo videli tudi nekako našo usodo, pa usodo Slovencev. Bili smo vsi skupaj precej naivni, bili smo, kako bi rekel, neprisebni, da smo tako naivno se izročili v roke kvazi prijateljem. No, mi smo razmišljali žalostni in se spraševali, mar ne bi bilo bolje, da bi ostali v Sloveniji in se nekam v
vtaknili v gozdove, pa se potem vojskovali in magari bi vsi padli, to bi bilo bolje. Tako neznosen je bil ta občutek. Potem smo tam v Kranju še nekaj časa bili. Občutek lakote je bil neznosen, ker je bil to začetek vaje v lakoti. In vsi smo kmalu opešali, postali smo mlahavi, težko smo vstajali, vrtelo se nam je v glavi. Potem so pa nam dali kakšne 2 dni, preden so nas vodili v Ljubljano, nekaj, kako bi človek rekel, ne vem, kakšna je bila tista hrana, nekakšno drobovje živalsko in to smo 2 dni dobili, tako da smo si malo opomogli in potem lahko prišli po 15 dneh v Šentvid, ki je bil takrat že nekoliko, ni bil prazen, bil je že vedno poln, vendar dvorišča so bila čista, domobrance so odpeljali na Rog in mi smo začeli šentviško dramo potem v dvorani spodaj. Kar se potem dvorane tiče, uši, nesnaga, smrad, hrana 2krat na dan, neredna slava in tako naprej. Bi se pa zdajle spomnil in vam povedal eno zgodbo, ki me je tudi zelo pretresla. V zvezi z mojim drugim ižanskim rojakom, ki je bil ne z mano, ampak na drugi strani dvorane. Z mano je bilo par drugih rojakov, nekje tam bolj zadaj za stebrom. Dogajalo se je namreč, da so pogosto prihajali v dvorano partizani, skupine partizanov, lepi, zlikani in tako naprej, in so spraševali, kdo je pa ziga, kdo je ziga. Spraševali so najprej priliznjeno, potem pa kar malo grozeče, ker se ni nihče javil. Mi smo se skrili še malo bolj za steber, odločili smo se, da se ne javimo. Javil pa se je na drugi strani dvorane Tonček Zgonc, mladoletnik, vesel, živahen fant in vsi smo strmeli. Takoj je kapetan, ki je vodil skupino 3, izjavil, ti bo šel pa z nami. In res je šel tja. In ni ga bilo več nazaj v dvorano. Ob tem spominu imam eno asociacijo, namreč zadnjič sem poslušal upokojenca, partizana, vrhunca, ki je na televiziji govoril o sodstvu. Govoril je, kako je kot vesten visoki funkcionar sodstva, partizanskega sodstva, takoj, ko je izvedel za incident v Škofovih zavodih, ko je mlad partizan ustrelil domobranca iz maščevalnosti, iz upravičene maščevalnosti, odhitel tja in poskušal stvar rešiti. No, to se mu je zdela upravičena maščevalnost. Tukaj smo mi, ne samo takrat jaz z mojim prijateljem Ižancem doživeli incident, ki ni bil incident, ki je zahteval dovoljenje in je gotovo dobil dovoljenje, da so vzeli fanta jetnika iz dvorane in ga odpeljali. Tega fanta, ko sem prišel domov, ni bilo nikjer več, spraševal sem za njem, ni ga bilo več in seveda pojavil se na farni spominski plošči. To je en drug dogodek iz mojega bivanja v Šentvidu. No, prej sem govoril o Matiji, Stražiščarju, rojaku iz ižanskega sosednje vasi. Pozabil sem vam pa omeniti tisto, kar me pravzaprav najbolj tišči. Ko sem prišel jaz domov, po noči je bila že vsa vas nemirna in alarmirana, da prihajajo domobranci domov. In že zjutraj, kar kmalu zjutraj, je prišla k meni oziroma k nam na dom mama Matije Stražiščarja. Obstala je pri vratih, v hišo stopila, obstala pri vratih in me gledala. Bil sem ves neboglen in najbrž jo je pretreslo. Gledala me je precej časa, potem pa je rekla, kaj je pa naš Matija, je vprašala, vsa taka vznemirjena.
Povedal sem ji zgodbo, ki sem jo povedal že prej, kako sem ga prepričeval, ali pa sem ga mu svetoval, da gre z nami mladoletnimi, pa je šel k bratu Ivanu. No, nič ni rekla, gledala me je, dolgo me je gledala, tako da mi je bilo čudno. Potem pa se je obrnila, rekla nič, molče je odšla. Jaz sem gledal za njo in imel sem čuden občutek, kot da sem kaj kriv, ker sem prišel domov živ in zdrav, ali zdrav ne, pa vsaj živ. Materina bolečina, sem pol videl, je bila najbrž tako huda, da ni mogla reči ničesar. Torej, to bi bile dve stvari, ki sem jih hotel povedati. Imel bi človek še marsikaj, vendar časa je malo, ne, in se moramo omejiti. Od hudih, bi rekel, neprijetnih stvari, ki sem jih doživljal v Šentvidu, tista 2 meseca ali pa 2 meseca pa pol, pa je bilo vendarle nekaj takih stvari, ki so me pa nekako razveselile. Ena je bila, ko sem se vračal od zasliševalca in sta me stražarja pripeljala pred sobo, kjer je stal stražar, slabše oblečen, kot so bili drugi partizani stražarji. Ves krvav sem bil, ker so me stavkli, ne, ampak ta partizan me je samo gledal. Ko sta stražarja, ki so me pripeljala, odšla, pa je rekel, ma kaj so vam pa naredili? To se pravi, takoj sem vedel, da je Primorac, z Primorske, in po obleki sodeč sem vedel tudi, da je mobiliziranec najbrž, ki so ga postavili na stražo tam pred tisto sobo, v katero so me peljali. Prijetno mi je zaigralo pri duši, čeprav sem bil pretepen, ampak kar nekako drugače in veselo sem stopil v naslednjo sobo. Tam smo se pa potem spet pogovarjali, umivali in tako naprej. Druga stvar, ki mi je tudi nekako ostala v enem lepem spominu, je prvi kruhek, ki smo ga dobili. Nekaj dni, ali morda en teden, preden so nas izpustili, so nam pri drugem obroku dali tudi po en majčken hlebček kruha. Tisti kruhek je bil zlat, tisti kruhek je na vse nas naredil tak vtis, da smo postali naenkrat veseli. In drugo tako prijetno doživetje je bilo, ko smo v tisti sobi, kjer smo že nazadnje vsi prebrani, čakali, sedeli, obirali uši, ležali, spet se nam je malo vrtelo, pa težko smo vstajali. K oknu nismo smeli, so nam zagrozili, da bo stražar ustrelil vsakega, ki bo prišel k oknu. Vendar včasih smo le poskilili od strani malo, videlo se je tam na dvorišče in na vrt, stražar je res marširal. Ampak kar naenkrat smo zaslišali eno tako petje, ki nas je vse presunilo. Bilo je tako milozvočno, zdelo se nam je rajsko petje. Nad nami so namreč bile zaprte ženske. Med njimi tudi Valerija Hejbalova, operna pevka. In strašno lepo so pele, milo in nekako bi rekel tako nekako prizadeto, tako da je kar nastal nekakšen poseben občutek v zaporu, ko smo zaslišali tiste pesmi. In potem smo samo čakali, kdaj se bo to ponovilo, vendar se ni dostkrat. Kmalu so jim prepovedali petje, se mi zdi, in tako just. No, pa najbolj vesel dogodek je pa seveda bil, ko smo zvedeli, da gremo domov. Še slikali so nas od spredaj, od strani, kar me je sicer žalilo in jezilo, saj nismo bili kriminalci. In čakali smo, da gremo, in potem smo se odpravili domov. To stvar, kako sem se vračal, sem pa popisal v zavezi. Bilo je posebne vrste vračanja, na poti domov naju je s tovarišem, ki je šel z menoj, s sorojakom, čakala nekakšna zaseda. Vozna je imela postojanko na cesti in za nama, ko smo že prišli precej daleč, so prišli tisti, ki bi morali opraviti svoje delo. Da, uspelo nam je, da smo se nekako
kako bi rekel, dogovorili in smo potem po noči, po dolgem čakanju in pogovarjanju prišli domov. To bi vam na kratko povedal, kaj več pa zdaj najbrž ni časa, da bi obravnavali. Najlepša hvala, gospod Pavlič. Gospa, bom jaz to še malo redigiral, če smem. Tako? Tole, pardon. Seveda bi lahko poslušali še ure in ure, ampak žal moramo končati danes ob 5. Nadaljujemo s gospodom Mačkom, vsi ga poznate, se veliko piše v zavezi in pisal je podlistek, oziroma še piše podlistek, kako se je začelo. In gospod Maček, bi vas prosila, da poveste vašo zgodbo. Vsi lepo pozdravljeni. Upam, da ne bo narobe, če začnem spomine na leto 1945, nekoliko prej, saj mislim, da je to za njihovo razumetje skoraj nujno. V mojem rojstnem kraju Šentjoštu nad Horjulom je namreč že leta 1942 prišlo do dogodkov, ki so bistveno spremenili do tedaj tradicionalno življenje in tudi mene močno zaznamovali. 17. julija 1942 je bila namreč v Šentjoštu ustanovljena vaška straža kot samoobramba pred nasiljem komunistične revolucije in čeprav mi je bilo komaj 11 let, sem tiste dogodke intenzivno doživljal. Oče je bil že pred vojno izvoljen za župana in je to breme nosil tudi v času okupacije. Le nekaj dni po napadu na Šentjošt, sredi julijskega popoldneva, je tudi naša hiša doživela partizanski obisk. Oče je bil v postojanki, mama in drugi so na precej oddaljeni njivi želi pšenico, jaz pa sem bil doma kot varuh nekaj mesecev stare sestre. Nenadoma so se skozi mala vrata pojavili oboroženi možje s triglavkami in rdečo zvezdo na glavah in se takoj razkropili v kaščo, shrambo in klet. Komandir z veliko pištolo v roki pa je stal sredi kuhinje in me poklical k sebi. Ko je vprašal za očeta, sem rekel, da je šel po opravkih v Ljubljano. Ostro je reagiral. Lažeš. Vem, da čepi v cerkvi pri Belčkih in mi prisolil 2 krepki klofuti. Že tisto noč smo šli spat v postojanko, naslednjo noč, ko smo bili spet v postojanki, pa so ponovno prišli, požgali vsa poslopja in odgnali vso živino. V našem zaselku je tedaj pogorelo 6 domačij. Pri nas so svoje delo opravili tako temeljito, da so požgali tudi skladovnice drv v bližnjem gozdu. Še huje je bilo pri 2 sosedih, kjer so tudi ubili očeta in mater, pri enem pa je v plamenih domače hiše zgorela 2-letna deklica. V dneh po napadu od 25. julija do 5. avgusta 1942 je bilo v okolici Šentjošta pomorjenih več kot 20 ljudi. Kot ministrant sem bil pri vseh tistih pogrebih. Marsičesa nisem razumel, vendar se me je dotaknila žalost svojcev in bolečina sirot, ki so ostale brez enega ali obeh staršev. Naslednje leto je oče začel obnavljati požgano hišo
Jaz pa sem se jeseni 43. poslovil od doma in odšel v Ljubljano, kjer sem obiskoval škofijsko klasično gimnazijo. Jeseni 44 so se domači vselili v napol dograjeno hišo in ko sem 6. maja 1945 peš prišel iz Ljubljane domov, se je oče ravno poslavljal. Kot civilist je namreč odhajal na Koroško, mama pa naj bi tisti teden ali dva, kot so rekli, sama poskrbela za dom in otroke. Meni, takrat sem bil star 14 let in sem imel že 2 razreda gimnazije, je bilo dano na izbiro, da grem z očetom ali ostanem doma pri mami in 4 mlajših bratih ter sestri. Brez posebnega razmišljanja sem se odločil, da ostanem. V ponedeljek 7. maja so iz Šentjošta odšli še zadnji domobranci. Vas je bila kot izumrla, saj se zvonovi niso oglasili, ker ni bilo cerkovnika in ne župnika. Gostilna je bila zaprta, ker je gostilničar z družino odšel in čeprav je bil ponedeljek, tudi v trgovini ni bilo nikogar. Spraznil se je tudi marsikateri dom, saj so od nekaterih hiš odšli 3, 4 ali celo 5. Hercegovski partizani, ki so prišli mimo v naslednjih dneh, niso povzročili nobenih težav. Drugače pa je bilo, ko so nekako po enem tednu prišli domači zmagovalci z Vrhnike. Ustavili so se tudi pri nas in mamo spraševali, kričali nad njo in otroci smo nemo stali ob njej in bilo nas je strah. Mislim, da sem tedaj začutil stisko in nehal biti otrok. Minevali so tedni, minil je mesec, pa se napoved o hitri vrnitvi ni uresničila. Pojavili so se celo glasovi, da so Angleži domobrance vrnili partizanom, vendar jim še dolgo nismo verjeli. Tudi ko je mamin brat, ki je pobegnil iz Šentvida, prišel domov, mi za to nismo vedeli. Več mož in fantov iz sosedne vasi, ki so ob odhodu domobrancev na Koroško ostali doma, se je šlo javiti v Logatec in ni jih bilo nazaj. Pozaprli so tudi starejše moške, ki sploh niso bili domobranci, in tudi nekaj žensk. Ko je prišla košnja, ni bilo kostcev in morali smo se je lotiti, čeprav tega dela nismo bili vajeni. Prišla je jesen in kar prav mi je bilo, ko me nihče ni silil v Ljubljano, kjer se je vse spremenilo. Zavoda svetega Stanislava in škofijske gimnazije ni bilo več. Celih 5 let sem bil potem doma na kmetiji, vendar šole nisem popolnoma obesil na klin, saj sem v tem času naredil privatni izpit za 3. in 4. razred. V začetku leta 1946 so se začele zaplembe. Tudi nas je obiskala zaplembna komisija. Po mizi v kuhinji so razgrnili zemljiške mape in sodna uradnica iz Ljubljane je pisala zapisnik. Tedaj smo prvič slišali izraz žena pobeglega in nedoletni otroci, ki se nas je potem še dolgo držal. Mamo so silili, naj podpiše zapisnik, pa je odklonila. Kljub temu
smo potem dobili odločbo, kaj se kot hišnica za ženo pobeglega in 6 nedoletnih otrok izloči iz zaplembe, ostalo pa prenese v last SFRJ. Oče je bil medtem v begunskem taborišču v Avstriji. Močno je želel domov, pa vendar ga je bilo strah, ko je nekoč izgledalo, da jih bodo prisilno poslali v Jugoslavijo. Potem je tako kot mnogi drugi odšel v Argentino. Čeprav je bil doma kmet, se je pridružil skupini tesarjev in si zagotovil skromen zaslužek. Zelo si je prizadeval, da bi tudi mi prišli za njim. Okrog leta 1950, ko še niso izdajali dovoljenj, nas je celo poskušal ilegalno spraviti čez mejo, vendar se v to nismo spustili, ker se nam je zdelo preveč tvegano. Kasneje, ko je bilo že možno dobiti dovoljenje, so bili spet drugi zadržki. Jaz sem obiskoval državno klasično gimnazijo v Ljubljani, en brat je bil pri vojakih, drugi se je učil za mizarija in tako dalje. Mama je bila zelo navezana na dom in zemljo. Toliko se je trudila, da je kljub vsemu nekaj ostalo, sedaj pa naj vse pusti in gre v tujino. Končno se je oče odločil, da bi se vrnil. Ko smo poizvedovali, ali lahko pride, smo dobili odgovor. Saj sam ve, če nima krvavih rok, se mu ne bo nič zgodilo. Tako se je v začetku leta 1963 po 18 letih begunstva res vrnil domov. Nekajkrat je šel na zaslišanje, od koder je vedno prišel utrujen in potrt, ni pa o tem nikoli govoril. Bolelo ga je tudi, da ni nič njegovega. Še dobro, da ni vedel, da je bil tudi po vrnitvi domov še vedno pobegli. Kaj ti, ko je brat, oče je bil tedaj že več let v grobu, po osamosvojitvi zaprosil za vrnitev leta 1946 podržavljene zemlje in je bilo treba poleg drugega predložiti tudi poročilo o državljanstvu, se je ugotovilo, da ni vpisan v državljansko knjigo. Torej smo imeli izbrisane tudi pred letom 1990. Morda bo kdo pomislil, da v moji zgodbi manjka prav najbolj bistveno iz leta 1945, kar je tudi moj rojstni Šentjošt najbolj prizadelo, saj je bila cela četa šentjoških fantov vrnjena na Teharje in se je njihova pot končala na Hrastniškem hribu ali na kakem drugem morišču. Kdor se je do časa vzame v roko zavezo, ve, da sem tudi o tem pisal. Zakaj sem sploh začel pisati? Mislil sem, da bo dovolj, če bom zabeležil dogodke iz domačega kraja, potem pa se je pokazalo, da je taka potreba tudi drugod. Vprašanje povojnih in prav tako medvojnih pobojev, ki sem jih kot otrok tudi sam doživel, in so mi vtisnili močan pečat, tudi po 70 letih od konca vojne še vedno niso rešena. Polstoletni molk k rešitvi teh vprašanj ni pripomogel.
ampak jih je celo zapletel. Še vedno ležijo po breznih in rudniških jaških širom naše lepe domovine kosti tisočev brez sodbe in pravice pomorjenih bratov. O tem bi se bilo treba ob 70-letnici odkrito in pošteno pogovoriti in dogovoriti. In potem bi bila pot do sprave, ki je za narod in državo življenjskega pomena mnogo lažja. Hvala lepa. Najlepša hvala gospodu Mačku. Pa kar bomo nadaljevali z gospo Dragico Gudrun, ki je bila 15 mesecev stara, ko je bilo konec vojne in bo povedala svojo zgodbo. Prosim, gospa Gudrun. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Mi smo bili, moji starši so bili Nemci. Bili so doma v Esnu. Moji starši so bili Nemci. Oče je bil diplomiran inženir agronomije in bil je v vojski in je spoznal mojo mamo v Freiburgu v Nemčiji in tako sta se zbližala, poročila in tako naprej. Vojna se je začela, otrok še ni bilo. Potem je bil, ko se je vojna začela, je bil prestavljen v Avstrijo, v Fürstenfeld in tam je rojen moj brat Gunther, rojen 1940 leta. In bil je še bolj majhen, ko je spet dobil depešo moj oče, da je treba iti v Slovenijo, v Celje, da bo imel spodnjo Štajersko črez za prehrano in kmetijstvo, in ker je bilo pri nas v Savinjski dolini veliko hmelja in takih stvari. Mi smo dobili stanovanje v Celju, eni lepi vili, zelo veliko stanovanje, na vrh, spodaj smo mi stanovali, zgoraj so pa stanovali lastniki. To so bili starši, pa so bili hčerka, pa se je potem dve hčerke so bile, pa so se poročile, pa je ena ostala v hiši z starši. In potem leta 1944 sem rojena jaz, 31. januarja, in tako se je to potem, mi smo tako živeli, pa sem pa tja. Mamo je bilo zelo strah iti kam na trg, v Celje ni bilo tako daleč, ampak je imela šoferja, da jo je peljal, ker se je enostavno bala iti ven. Tudi rodila je doma mene, ker pač se je bala iti v bolnico. No, tako smo mi pol doživeli 1944, potem smo šli septembra 1944 v Nemčijo, znam vred, ker je oče menda že slutil, da tukaj ne bo nekaj v redu. In so zbrali skupaj tiste bolj vredne stvari, pa tako naprej, neki 4 kovčke naj bi peljali, jaz ne vem, ali je šel kdo z nami ali ne, to ne vem. Mi 4 z bratom, pa starša smo šli stari mami, babici v Freiburg. Prišli smo do tja, pravi, joj, kaj pa vi tukaj? In seveda je potem, že nekako, no pa tu. No, mi smo tako živeli, smo pač šli v Freiburg, pa za par dni peljali tiste stvari. En par stvari sem jaz pol to dobila tudi, bom pa pozneje še hitro povedala. Tako in smo se vrnili spet vsi skupaj nazaj. Babica je rekla, pusti otroke tu, mi jih bomo spravili gor, ko prijete vi nazaj, boste vi otroke imeli, drugače jih ne boste imeli. Ne, je rekla moja mama, je rekla, veš kaj, mi smo družina, mi smo se poročili, mi imamo otroke in otroci gre zraven nas. Mi smo šli spet nazaj v Celje.
In seveda pol pa pride tisto leto 45, ne. 9. maja je pač bilo, naš ati je bil zelo jezen, ker on bi bil zelo rad v Sloveniji ostal, cela familija, ne. In potem je pač bilo tako, da smo se mogli spet spakirati, celo noč smo pakirali, baje, no, jaz sem menda spala, sem bila bolj majhna, še 15 mesecev pač, ne. In spakirali vse v tovornjak, vse ročno izdelane pohištvo, ker je moj deda bil mizar in je vse on naredil to. Bili smo drugače po očetovi strani zelo premožna družina in po babičini strani tudi, ne. Ampak to je šlo vse do tav porušeno v Nemčiji, vse do tav porušeno, tako da smo bili brez vsega, da sta ostala brez vsega moja starša. In potem smo seveda se vrnili, se peljali proti Šoštanju, ker smo hoteli iti, pa proti Velenju, no, ker smo hoteli iti čez Freiburg, pa tako naprej v Nemčijo, domov, Freiburg, ne. In se to seveda ni zgodilo. Mi smo prišli do Velenja, nas ustavijo, partizani ali kdo je bil, to ne vem. In seveda vse ven strpali, mene so dol potegnali, ko sem na mamičinem kolenu sedela, brat zraven, oče pa vozil, ne. In smo mogli iti vsi ven, vse tam pustiti, se eden not usedel, odpeljal tisto tovornjak z vsem stvarmi, kar smo imeli, in smo šli pol ženske na svojo stran, moški na svojo stran, smo šli v hotel, pa šole, pa vse je bilo nabito teh ljudi, tako so meni pripovedovali pozneje. No, v glavnem smo mi tam preživeli ne vem koliko dni, oče z očetom se z mamo nista več videla, ne. Mi smo potem prišli z enim tovornjakom ali vlak ali kaj je bilo v Celje, so nas peljali v Celje in strpali ven iz teh vlakov ali kaj je že bilo in smo mogli peš na Teharje, to je bilo 7,5 km. Ne vem, kako je mene mama nosila, ker sem bila bolj bunkasta. In tako smo prišli do Teharja, mama je prišla v C-lager, mi smo bili zraven ta čas, ne, potem to je bilo 9. maja. 31. maja je pa prišla mama na zaslišanje, mislim, da v Celje, na zaslišanje, ki je njen mož, pa če je v OF-u ona sodelovala, ker je rekla, jaz nisem, imam tukaj dokument, na primer iz arhiva Slovenije, je rekla, jaz nisem nikoli bila tam, ker ne znam slovensko, ne, in tako naprej. In potem je bilo pač, to je bilo 4 ure tega zaslišanja in je potem ona pač, so jo spakirali en tovornjak, pa več ljudi še, midva sva stala od spodaj oba, tako za rame sva se držala, tako mi je brat povedal, jokala sva se, mama je šla v tisti avtobus ali kaj je že bilo in dala mu je robček, je rekla, nič ne joči se, bom jaz prišla spet po vas. In to se ni nikoli zgodilo. Nikoli. Midva sva ostala čisto sama, tam sva stala, kaj pa zdaj, mislim, tako stala sva tam, pa se jokala, pa sem pa tja, pa so nas popakali, pa so nas spravili na Petriček. In sva pa šla midva na Petriček in sva tam živela razcapana, umazana, uši smo se ubirali, mislim, jaz sem bila še majhna, ne vem, če sem tiste uši videla ali ne, v glavnem imam še zdaj težave z glavo, ker so nam tisti petrolej gor polivali, pa ne vem kaj še vse, pa ubirali smo si vse dol tiste uši, pa tako naprej, pa hrana, da ne govorimo, ne, dali so nam, so rekli, malo beljakovin, še malo kakih črvov zraven, belih, tistih malih takih belih, da smo še tiste mogli pojesti, če smo hoteli biti majčken siti, no. Hrane nobene, češnje so imeli, ta družina Petriček je imela češnje, takrat je bilo junija, ne, so bile češnje, to družino so tako kar v sadovnjaku v njihovem ubili, vse 3 ali 4 ali koliko jih je bilo. In moj brat je eno češnjo ukradel in je zato mogel iti v Zelhnico, pa še enih par drugih je bilo, ne, ker je bil lačen, pa žejen, pa je pač eno češnjo pojedel in ta črna vdova ga je videla in seveda takoj noter v tisto od spodaj pa zakurila, da so se vsi gor dušili. Jaz sem pa bila na vrh, moj brat je bil spodaj, ko je bil malo starejši, jaz sem pač kot
kot taka mehna, še v Planicih bila pa to, ne, sem bila pa gor pri gospe Albini, ona je bila stara 14 let, je bila je z Migojnic doma iz Prižavcu. In ona je nas čuvala, ne. Jaz sem pa nekako, ali me je kdo vrgel, tako mehna sem, ko sem bila, da imam rano tukaj od zadaj, tako dolgo, nič zašito, kar tako, to se je pol vse tako skupaj zaraslo in je ona meni se spomne, ko smo pozneje govorile, da je ona mene tam čuvala in brisala in tako naprej. Mislim, da nas niso najo dali narazen, ker smo pač bila brat pa sestra, ne. Ja, in potem pride jesen, ni bilo več kurjave, da bi nam kurili, ne, da bi nas ne zeblo, ker jih je grozno skrbelo, če nas bo zeblo, ne. In smo pa šla midva na Polzelo, to je bila taka grešina, takrat je še bilo vse noter obleke v teh grofic ali kaj so bile. V glavnem so mi pol povedale punčke, ko so bile stare tako 6-7 let, takrat, da so se oblačile v tiste obleke, pa tako, da jim je bilo lepo, ne. In jaz sem bila pol, mene je pol brat rihtu, pravzaprav po domač povedan, plenice mi menjaval, pa to, sem bila tudi pokakana, polulana od samega straha, pa pretepa, pa lakote, pa žeje, pa ne vem, vse skupaj v kotu sedela, glizanič mi je to povedal, jaz to nisem vedela, je rekel, veš, da sem te mogel nekako porihtati, pa to, je rekel, na veci nisi mogla zlesti, ker si bila premajhna, ne, je rekel, sem te jaz mogel gor dvignati kot 5-letni fant, ne. Je bil pa sam tudi bolj kot ne droben, nežen fantek, je bil bolj kot jaz, ne. No, v glavnem je pol on mogel iti, ko je bil star 7 let, ne, 2 leti je bil z mano, da je mene tam pol rihtu, pa jaz sem pa tja. No, tam gor smo tudi kar na Polzeli tudi kar tak grozote doživljala, ne, lakota, uno, tretjo, nikamor nismo smeli, nič nismo imeli oblečeni. Se spomnim, ko sem šla pol v posvojitev, a ne, ko sem šla v posvojitev, so prišli eni, bom zdaj to na hitrico povedala, so prišli en zakonski par, mi smo punčke pa fanti smo ostali tako v vrsti, se še tako dobro spomnim tistega, takega, ko so imeli graščaki, tiste stebre, pa uno, pa tretje smo v vrsti stali, mene potegne ven iz vrste, ta, ko nas je čuvala, no, pa je pa tista gospa rekla, ko tisti zakonski par, tole bomo pa mi vzeli, kot jaz, kot mene, ne. In potem smo šli, seveda brat je šel na Dobrno, jaz sem šla v Zavodno, na Teharsko cesto nazaj, posvojena sem bila 24.3.49, v prisilu, ne, in ker se starši niso našli, ampak so se našli, ne, starši ne, ampak oče. Oče je všel, je prišel v Nemčijo peš, v samih gatih, po domač povedano, po noč, kakor se je dalo kaj pojesti, pa tako naprej, in je prišel pol k babici, to še mimogrede povem, ne, je prišel k babici, je rekla, kje pa imaš ti ženo, pa kje imaš, se je razjokal, je rekel, izgubil sem čisto vse, vse in dostojanstvo in tako naprej. In, kako bi zdaj še to povedala, ja, ko sem bila v tej posvojitveni, to je bilo spet tudi ena taka kalvarija, pač vse sorte je bilo, malo psihe, malo alkohola, malo enega drugega, tako sem jaz tam odraščala, se začela učiti, ko sem bila stara pač po osnovni šoli, a ne, sem se pa začela učiti krojaštvo, pa tako naprej, meni ni bilo do tega, meni je bilo čisto nekaj druga, trgovstvo, pa tako naprej, pa to nisem dobila, sem se pač to izučila tako, sem rekla sam, da imam neko šolo, da nisem kar tak. V glavnem sem jaz to naredila v šoli, sem imela tudi malo probleme, tudi v osnovni šoli, pa tako naprej, ampak jaz sem to nekako kar tako za sebe vzela, da pač je to pač tak, nič drugače, ne. Da pač tako živimo vsi, vsak po svojem hudo živi, a ne, takrat. Pa ni bilo tako, ne. Pol pa jaz poznam mojega moža, ko sem bila skoraj stara, skoraj 20 let, pa tako naprej, pa vpraša, kje pa imaš ti starše, sem rekla, jih nimam. Koliko? Vsi imamo starše, tudi ti jih imaš. Sem rekla, ne, jaz jih pa nimam. Mama je šla, so jo ubili, ne. Še prej pa moram povedati, ko sem bila stara 16 let, sem šla po osebno v Celje, po osebno, po dokument in pridem čez 3 tedne po ta dokument, so rekli, ne morete ga dobiti, ker nimate državljanstva. Ja, kak pa zdaj to?
Potem sem si pa mogla, potem so pa rekli, do 18. leta ne morete nič narediti, morate biti doma, stalno boste pod kontrolo, tako sem tudi bila. Ko sem se učila, zvečer ob 10. me je policija čakala, eden pač iz moje vasi, celo tam, ko sem bila posvojena, me je čakal, kam greš ti, Smrkla? Jaz sem rekla domov, jaz mogla poden poribati, ko sem se učila, vse nitke pobrati, vse stroje spucati v soboto zvečer, je bila ura 10, ko sem bila gotova, jaz sem bila sama za to, ne. Mene je bilo samo strah iti domov, jaz nikoli nisem zvečer okrog hodila. Bejž, da te ne vidim, Smrkla. Drug dan pride ta policaj dotičen do doma, tam, ko sem bila, in je vprašal, če sem res prišla domov. In take težave sem jaz pol skozi imela, ne. No, in pol, ko smo pa, seveda, meni so pa tudi tam pol povedali, na tem matičnem uradu, še to moram omeniti, so mi povedali, ki sem jaz živela. Prej nisem vedela, kaj sem, odkot sem, nič, jaz mislim, to so moji starši, jaz sem jih klicala mama, oče pa fertik, ne. Jaz sem jih pol rada imela nekako, ne. Se so za mene skrbeli, ne. Še ko smo se z avtobusom peljala iz Polzele, ko je prišel oče po mene, ta Filip mu je bilo ime, mi je dal cukrček, kristalni cukr, ko smo včasih dali v čaj, 4-glad, kocko. Meni se je Marija prikazala, vam povem. Res, jokala sem se, mislila, saj to ne more biti res, da jaz en bombonček dobim, jaz to sploh nisem poznala, ne mleka, ne, sam nekaj obrušeno župo, pa nekaj takega, ne, smo jedli. No, potem se pa moj mož začel, je rekel, veš kaj, ti moraš starše imeti, to ne more biti drugače. Sem rekla, ja, zdaj vem, da imam brata, pa da vem, da imam to, ker so mi v tej hiši, ko sem jaz rojena, so mi vse povedali, ko sem bila stara 16 let, so mi povedali, da naj grem tja, da sem jaz tam bila in mene je to zanimalo, kaj je zdaj to. In seveda sem jaz šla tja, se prikažem na vratih, pozvonim, pride starejša gospa ven, se predstavim, jaz sem ta pa ta, ona pade skoraj dol, pred vratim. Ona je bila slepa, ampak je rekla, čuj, kako je pa zdaj to? Kaj nisi ti umrla? Vse so pa rekli, da si umrla z mamo vred. Sem rekla, ne, jaz sem še tu. Jaz sem zdaj prišla vas pogledati, ker nisem vedela, da sem jaz tukaj stanovala. Ne? Kdaj pa, da sem tu v tej hiši rojena. Mene so sprejeli ko Boga. Me tako prime pa prav, joj, se si cela mama. Ja, v glavnem pol so me povabili 2 dni, da sem jih pri njih prespala, da so mi vse razložili, pa vse povedali, kako je to bilo. Ne? Da so ga, celo, ko je mama jih prosila, daj moja 2 ta mala vzam, če se bo kaj zgodilo. Vzami jih, da ne bom, če se bo kaj zgodilo, ker meni se črno piše. In tako je tudi naredila. Zdaj, kam je ona po nas 2 šla, ali je šla na Teharje, ali je šla na Petriček, ne vem. Ona je nas 2 imela ene par dni, to mi je sama povedala, bilo je junija in polet je bilo vroč in je imela vse vrate odprte, mene je tam previjala na mizi. Seveda z mano se je nemško pogovarjala, ker se je z mojo mamo tudi, ker so si bile res dobre prijateljice. In je potem prišla Udba gor po štengih, je prišla gor vzgor v štok in so rekli, ne, to pa vi ne boste vzgajali tako otroka, nemško pa sploh ne. In so nas popakali, pa so nas spet nesli, pelali nekam, kaj pa jaz vem kam, na Petriček, ne vem, to ne vem kam, no. V glavnem, takle smo mi preživljali te stvari, tako da jaz pravim, nikoli več kaj takega. Najhujše v življenju je, če izgubiš mamo. Če imaš očeta še nekako, ni to to. Moj oče se je spet poročil, ko še sploh ni vedel, da mame ni več, da je umrla in ima spet enega sina z njo in ta je že zdaj tudi 60 let star, jaz sem 72, moj brat 75, drugi brati, ko jih je pač mačeha seboj pripeljala še 2, tako da sem jaz bila pol res odveč in ta mačeha mene ni hotela. Ker je prišla depeša, da moram povedati, če bom šla gor ali ne bom šla gor. Sem rekla, ne, jaz ostanem v Sloveniji, to je moja dežela, jaz sem tu rojena, jaz sem tu trpela, jaz sem se tudi lepo imela, tudi ne smem reči, ker sem imela enkratnega moža, žal ga ni več, je pokojni.
In tako so mene hoteli spet sproti spraviti, nekaj ne, nikamor ne grem. Če mene, zdaj po velikih letih, po dolgih letih sem pa pol slišala od soseda, ko sem bila v Nemčiji gor, sem slišala od soseda, da me ona ni hotela. Brata ja, mene pa ne. In tako sem ostala v Sloveniji in sem še zdaj. Hvala lepa. Najlepša hvala za to pričevanje, za popolnoma drugačno zgodbo. Zdaj pa, da ne bomo, ker imamo malo časa, dajem kar naprej gospodu Justinu Stanovniku. Mislim, da mi ni treba njega predstavljati. Dolgoletni urednik Zaveze, njegove uvodni članki so nepozabljivi, če smem to reči. Gospod Stanovnik, prosim. Hvala lepa. Hvala lepa za res tudi vam, da ste nas pripravljeni tako prijazno poslušati s tako pozornostjo. Gospa voditeljica, jaz bom tudi povedal par stvari iz tistega svojega časa. Prej pa mi dovolite, da povem samo 2-3 stavke o tistem vprašanju, ki se je pri nas prej obravnavalo v tej dvorani. In sicer, zakaj niso šli domobranci v gozdove in priredili svojo gverilo. Meni se zdi to vprašanje je bilo meni postavljeno od istega gospoda, pa se mi je zdelo, da je postavljeno iz takih razlogov, da jaz na to vprašanje ne morem odgovoriti. Namreč, zato to ponavljam sedaj, ker se mi zdi tako zelo važno. To vprašanje izhaja iz nekega nevedenja, iz neke nevednosti, ki ni samo, kako bi rekel, pri nekaterih ljudeh, ampak je tudi pri meni deloma, zato se upam o tem govoriti. Namreč, da ne vemo, kaj je to boljševizem. Ne samo Slovenci, tudi druga Evropa. Jaz sem nekako čutil to praznoto, pa sem se dokopal počasi do nekih knjig, ne prav dost, ampak na 2-3 knjige, in sem zmeraj bolj čutil, kako nenavadna reč je to, boljševizem. Ljudje mislijo, da je to pač neko gibanje na polvojaško, totalitarno in vem kaj že vse. V resnici pa te stvari sploh ne izčrpajo misterioznosti tega predmeta. Misterioznosti boljševizma. Zato je nekako razumljivo, da naši fantje v Sloveniji niso vedeli, s kom imajo opraviti. In niso bili nikakor sposobni z njimi stopiti v boj, ker so bili nekaj posebnega. To je tema, ki je nad vse zanimiva. Če bi bil star še enkrat 30 let, bi se tega študija lotil, magar 10 let, magar 20 let, ker bolj zanimivega vprašanja v Evropi ta trenutek ni. Evropa sama še ne ve dobro, ve polno podrobnosti, polno okoliščin, kaj pa je boljševizem v svoji srži, kako je nastal, kaj pomeni, s čim oboroži človeka, ki ga sprejme. Tega nihče ne ve. In pri nas slišim, kot sprem včasih televizijski aparat, vidim, da ljudje odhajajo
pokličejo jih, da bi kaj povedali, pa odhajajo čez 1,5 ure, ne da bi kaj povedali. Tako tudi mi gremo stran od aparata, ne da bi kaj vedeli, ker ne vemo, iz česa je to nastalo. Bolševizem ni navadno gibanje, bolševizem je upor, in sicer totalni upor, tudi to so zgolj besede, ne povejo vsega, ampak to je upor, ki je človeka usposobil, da je naredil vse. Sedaj nekako razumemo, zakaj so ti ljudje bili v stanju napraviti vse. Poznam primere ljudi iz tega sveta, ki govorijo o svojih sorodnikih, očetih, o starših in pravijo, da so bili starši, so čutili, da so popolnoma v redu ljudje. Pa so bili v vrhuncu, v vrhu udbe in so počeli take in drugačne stvari, ampak so mislili, da so absolutno v redu ljudje, da samo funkcionirajo. Dobro, zdaj bi samo še 2 stavka, za katere 2-3 stavke, za katere vedno čutim, da bi jih moral povedati, da bi razložil ljudem, kaj je bilo z domobranci in kaj je bilo z našim uporom proti bolševizmu in tako dalje in tako dalje. Povedal bi 3 stavke, ki se mi zdi, da kot nek magičen trikotnik razložijo, kaj to je. Prvi stavek je naslednji. V naših hribih je bila neka kmetija, kjer so imeli enega od fantov v hribih še višje gori v nekem partizanskem lagerju. Po 3 mesecih se je nekaj zgodilo in se je zvečer oglasil doma, potrkal v kamri tam, kjer so spala dekleta in jim rekel naslednje. Dajte mi 10 lir, da grem na Vrhniko, gori ne morem več biti. Potem pa pride tisti stavek. To niso moji ljudje. Verjemite mi, da sem ganjen, kadarkoli se spomnim na ta stavek. Preprosti kmečki fant je po 3 mesecih prišel do tega, da je povedal ta perfektni stavek, ki bi zaslužil Prešernovo nagrado. Ali kaj podobnega, ali drugo pozornost. Josip Vidmar, Edvard Kocbek in drugi niso bili sposobni tega stavka. Ta fant pa je rekel, to niso moji ljudje. Potem sem ga videl v Celju na kolodvoru, kako so ga pretepenega gnali naprej na Teherje. To je en stavek. Drugi stavek se je zgodil tudi v naši vasi, v naši dolini. 14. junija 1942 so umorili župana in njegovo ženo. Ženo so ustrelili, župana pa so umorili drugače, ker so zunaj vasi, kakih 200-300 metrov, pri prvi hiši slišali tale stavek. Zakaj me pobijate? Krik človeka. Pobijali so ga z motikami, s krampi. Zakaj me pobijate? Potem drugi dan so prišli domači, seveda, koga ni bilo več, in so oba, očeta in mamo, dali na pare, kot pravimo, in potem je sestra pripovedovala,
ki ga je šla kropiti, je bila toliko korajžna, da ju je šla kropiti. Šla je skozi 3 vasi, posod so bile okna zaprta, vrata zaprta, dvorišča prazna, nikjer nobenega človeka. In ko pride v hišo, kjer sta oba mrtva ležala, se je tam oglasil en glas, tam pri koncu, ki se je en stavek nekdo povedal: jaz se bom branil. To je bil domači sin tistega župana, Mizar, pozneje je postal domobranski stotnik, ampak ta stavek je povedal: jaz se bom branil. In je s tem označil smisel in značaj celega gibanja. To sta ta 2 stavka, se mi zdita, da sta nekako, da kažeta, kaj je to gibanje bilo. Potem pa je še en stavek, to pa je tisti stavek, ki ga je povedalo neko slovensko dekle v Vetrinju v četrtek 31. maja, ko so zvedeli, da so domobrance vse vrnili boljševikom v Jugoslavijo. Takrat je nekaj časa zrla baje v nebo, tako mi je povedala hčerka teh 2 ljudi, o katerih sem prej govoril, in rekla naslednje: ali ne bo že sodni dan? Jaz sem potem se ukvarjal z jeziki, sem to študiral in vam rečem, da se mi zdi, da je z enim posebnim občutkom v prstih izbrala najmočnejšo frazo, ki jo premore jezik. Da je povedala občutje tistih ljudi. Ali ne bo že sodni dan? Torej, to sem mislil povedati nekako za uvod. Sedaj pa o tem, kako sem tudi jaz črnokoroško. V kratkih potezah. Zadnjih 14 dni sem bil dan in noč na straži na grebenu med Cerkniško dolino in med naslednjo dolino. Tam, kjer je Lož, se mi zdi, ne vem, kako se dolini reče. Tam sem prvič videl, nas je bilo zelo malo, mogoče 10-12, po tisti dolini pa so se vozili iz ene vasi v drugo partizani s kamioni, s tanki. Jaz sem prvič videl, da imajo kamione in tanke, in to me ni navdalo ravno z navdušenjem. No, ampak potem so prišli tudi po nas, ko je bila že situacija taka, da ne bi mogli tistega terena braniti, in smo šli potem preko Vrhnike, Ljubljane, proti Kranju. Jaz nisem prav dobro vedel, kakšna je situacija. In sem samo to premišljal, kako bi dobil kje malo boljšo puško. Imel sem neko italijansko puško, ki ni bila preveč ugledna, in sem si strašno želel, da bi imel nekaj tasga, kar se fantu spodobi. No, tako, in ko smo prišli v Tržič, smo se znašli nad Tržičem čez nekaj časa. Tam je bil en poveljnik, en stotnik ali poročnik mogoče iz Ribnice. Ta nas je zbral kakšnih 20-30, pa je rekel: vidite, ko je pokazal tiste skale gori in tako naprej. Tukaj gori, vidite, od tukaj gori se bomo branili s kamenjem, če nam bo zmanjkalo municije. In veste, meni je bilo to izredno, mi je to prijalo, moram reči, da sem se potem tega oficira kar držal. In tako, vse mogoče stvari so bile, ampak to mogoče je kar skratka minevalo. Prišli smo čez Karavanke v Vetrin in tam se je počasi začelo že šepetati, da bomo morda poslani nazaj, da nas bodo Angleži poslali nazaj. Ne.
In res naš bataljon so zbrali v torek 29. maja, so nas zbrali in nas peljali proti Pliberku. Tam Angleži, tam naj bi nas predali partizanskim četam, ki so najbrž čakali nekje za kolodvorom, že v vagonih. Vam povem, kakšno razpoloženje je bilo, pove naslednji stavek. Ko sem šel k naslednji kmetiji, in bila ena samotna kmetija, tam 200, nihče mi ni branil in se šel tja, ne. In tam se je pojavila, ko me je zagledala na dvorišču, gospodinja, prišla do mene in rekla: "Fant, ali veš, da vas vozijo v Jugoslavijo?" Jaz sem bil zelo nekako nejevoljen, sem rekel: "Nikar ne govorite tega, Angleži tega nikoli ne bodo naredili." Potem sem šel nazaj in čez 3 minute, 4, 5 so začeli Angleži odhajati in vrata dvorišča kolodvora so se odprle in začeli so prihajati ljudje z balkanskimi obrazi in z nekimi nameni, ki jih takrat seveda še nismo poznali dobro. To se mi zdi, da morda značilno. In potem seveda v Teharjeh. V Teharjeh bi jaz rekel, da je to, kar se mi je zdelo meni izredno in presunljivo, je bilo to, da sem nekaj doživel, kar mi je povedalo, kako mladi ljudje težko umirajo. Ko smo prišli v Teharje, smo morali dati vse nahrbtnike. In v nahrbtnikih smo imeli kakšne stvari še od Angležev. In eden od teh fantov, ki so tiste nahrbtnike pregledovali, je ukradel en majhen zavojček peciva in zato ga je komandant taborišča obsodil na smrt. Ne da bi on vedel. Potem je postrojil celo taborišče, takrat smo bili še samo pod 17 let tam. Je pripeljal njega in še 2 druga, ki sta bila tudi obsojena na smrt zaradi istega dejanja. In ko jo je dal sredi med naše vrste stoječe in ko je rekel, ko je klical imena in je poklical ime tega fanta in mu izrazil, povedal seznanil smrtno obsodbo, je tisti fant tako zakričal, da nisem jaz kaj takega življenja slišal. In kadarkoli smo se pozneje z našim kolegom Tinetom Velikonijo in pa s nekaterimi drugimi pogovarjali o Teharjih, je zmeraj prišel na vrsto tisti krik in tista groza pred smrtjo. Zanimivo, potem je komandant šel ob vseh 3 vrstah tam stoječih in pokazal na 6 ljudi, med njimi tudi name, da sem moral iti pogledati, smo morali iti pogledati to izvedbo te smrtne kazni. Šli smo takrat dol, takrat se cerkev pri Sveti Ani, to je gor nad Bukom in Žlakom, se cerkev ni videla, ker je bilo borov gozd zelo gost, ne? Ampak slišali smo zvonjenje in potem pridemo na neki majhna taka hribovska struga. Na drugi strani se je pred nami pojavil ogromen jarek iz rumene ilavce, 200 metrov dolg jarek, v glavnem že zasut. To se pravi, da so bili pod njim ljudje. Samo na našem koncu, tja, kar smo mi prišli, je bilo toliko prostora,
da so tisti, ki so jih tam ustrelili, imeli kam past. Mi pa smo morali gledati 50 cm stran v tiste vratove, ki so jih prodrle njihove krogle. Potem smo po tem koncu smo šli nazaj v naše barake, gor v taborišče, in takrat zaslišim zvonjenje pri Sveti Ani. In ker sem nekako prej zvedel, da je bil ta fan doma iz ene vasi v Želimljah, sem rekel, aha, to sem si predstavljal tam nekje svoje ubogim zemljepisom, tam nekje, ki so velike lašče. Bila je nedelja, prosim. Ura je udarila 11 in jaz sem rekel, zdaj pa gre mogoče njegova mama domov od Maše. In sem zmoril eno Oče naš. Tako. Marsikaj bi lahko še povedal, pa malo glas izdaja. Mogoče samo še eno reč. 1 leto nisem smel študirati, ko sem prišel domov. Pa še kaj drugega je najbrž bilo, za kar jaz nisem vedel. Potem pa so mi dovolili, da sem se vpisal v, mislim, 7. in 8. Prišel sem do 8. klasične in do mature. Takrat se je pa zgodilo to, da so nekega dne, ko je naš razred pisal slovensko šolsko nalogo, maturitetno, tam 3 dijakov ni bilo, med njimi tudi mene, ker so me prejšnji dan aretirali in sem šel v eno od teh taborišč, o katerih smo danes tudi že nekaj slišali, in cel v Šterntal, kot se reče lepo po štajersko, Šterntal. Tak čas je bil to. Po 1 letu, 9 mesecev doma sploh niso vedeli, kje sem, niti da sploh sem. Potem sem le prišel domov in so mi pustili delati naknadno maturo. To pa zato, ker je Jugoslavija zaradi špetira z Stalinom bila odvisna od ameriške pomoči in Amerikanci so obljubili pomoč pod pogojem, da Jugoslavija ukine razna taborišča, delovna, disciplinska in podobno. In takrat sem prišel domov. Tako bi jaz lahko s tem končal svojo pripoved in se vam zahvaljujem za prijazno poslušanje. Mislim, da sem z vašim privolenjem podaljšala ta pričevanja, sicer bi imeli še diskusijo, ampak mislim, da je ta trenutno odveč. In bomo s tem prenehali današnji dogodek in se vsem zelo zahvaljujem.